Občina Bohinj 26. avgusta praznuje svoj občinski praznik, prav na ta dan, ko so 4 srčni možje stopili na vrh Triglava. Ja, res je. Jaz mislim, da je ta praznik nam pravilno izbran. Jaz zmeram, ko sem mu do zdajle govoril in pa kadar sem kaj povedal, jaz zmeram tudi na čestitki ljudem, ko čestitamo za ta praznik, povem, da je prav, da bi se istovetili s temi možmi, ki so šli pač takrat v neznano, prišli prvi na Triglav in takratno tehniko in pa s takratnim znanjem mislim, da se lahko s ponosom oziramo na njih in je prav, da imamo to praznik. Je pa tudi prav, da se nekako v zdajšnjem času obnašamo tako kot oni, da gremo verjetno v neznano, ne vemo, kaj nas vse čaka in se nekako poskušamo tako povzpeti na vrh in pa na uspeh, kot so se oni z voljo in pa s trdno voljo in pa sodelovanjem. V občinskem prazniku so potekale številne prireditve. Ja, mi imamo vedno pred občinskim praznikom, vsaj teden prej so prireditve, ki se dogajajo. Letos smo imeli otvoritev knjigobežnice v Ribčevem Lazu z gostom gospodom Godlerjem, potem so imeli pa tudi naši rogisti obletnico 25 let delovanja in smo združili to zadevo in smo naredili tukaj v Čikonijevem parku to proslavo, njihovo praznovanje obletnice in pa seveda tudi en koncert, ki so imeli goste, kranjskogorska folkloro in pa pevske zbore, tako da smo to združili in naredili eno lepo tako prireditev. Moram reči, kar uspela, potem je bilo pa nekaj tudi po knjižnicah in pa seveda današnja. Jutri je pa še pozdrav Triglavu, zaključek tega, ki je vsako soboto bil na Ribčevem Lazu, je jutri zaključek in mislim, da bo to ena lepa zaključna prireditev tega tedna prazničnega. Občinski praznik je čas za praznovanje, pa vendar preletiva nekaj pomembnih projektov, investicij, ki so še v teku in tiste, ki so zaključene. Kot je bilo slišati iz vašega poročila, ste omenili, da gre h koncu vrtec v tem koncu. Ja, to je ena naših največjih naložb, kar nekaj nasploh po višini financ. Izredno hitro, moram reči, da smo prišli to, smo kar težko verjeli, vsi smo sicer, ampak izredno hitro smo prišli do dokumentacije. In ko je prišlo to, se je to šlo v delo in moram reči, da je bila obljuba, da bojo pri začetkom leta, šolskega leta govorim, otroci že bivali v vrtcu, vendar to se pač zaradi te krize, ki vemo kakšna je, zakompliciralo in ta rok se je podaljšal. Vesel sem, da se ta rok ni potegnil predolgo. Zamuda je mogoče mesec, dva, tako da je obljuba do zdaj, da bo gotov vrtec do konca leta. Zame je to še vedno v teh pogojih, ki jih imamo zdaj, sprejemljivo, več kot sprejemljivo, ker jaz sem se bal, da se bo ta vrtec zaradi tega podražitve in pa problemov z materialem zaustavil. Vendar kaže na to, da bomo uspešno prebrodili to in da bomo vrtec odprli. Hkrati ste omenila tudi druge investicije. Imamo veliko investicijo, ki je letos zaključena v prvem delu, to je povezovalni kanal Zgornje doline z čistilno napravo Bohinjski Bistrc. Letos smo zaključili povezovanje Zgornje doline. Potrebujemo zdaj še povezavo Zgornje doline in reka Bistrca, zato da te vasi lahko priklopimo na čistilno napravo. Hkrati bomo letos, zdaj štartamo z gradnjo prvega dela kanalizacijskega omrežja v vasi Studor. To bomo delali sredstvi, ki jih dobivamo za TNP, to je za parkovni denar, ki jih nam je takratni poslanec, gospod Kramer, nekako s spremembo zakona pridobil. In jaz mislim, da je to ta denar, ki ga je zlata vreden, ga dobivamo in ga vlagamo sedaj v te projekte. Potem so pa tu še nekaj gotovih mostovi,
mostovi čez Savo v Savici, vas Savica in pa vas Brod sta nova, bom rekel, generalno obnovljena. Gradi se most v Stari Fužini, kjer je krajevna skupnost pridobila tudi dokumentacijo, pravzaprav dokumentacijo smo pridobili mi, da so oni nekako z sredstvi, parkovnimi sredstvi, ki jim pripadajo, so se pričeli tega gradnje mostu in pa stopnic ob temu mostu Krnejovcu, tako da bo tudi tam ta investicija res je bila potrebna, ker most je bil slab, tako da bo tudi ta del sedaj rešen. So pa v delu je Bohinjska Bistrica tudi ureditev tukaj, kjer zdaj stojimo pred Ažmanovim domom, okolica. Čakamo odobritev nekih sredstev, drugače dokumentacija in pa gradbeno dovoljenje je. Ravno tako je tudi dokumentacija za bistriško tržnico, kjer jo bomo preuredili, naredili zaprto, tako da pa zdravstven dom. To je tudi, zdravstven dom se bo tudi začel prizidek, to je za izolacijski prostor, ki ga zdaj nimamo in to se nam je pokazal v teh problemih s COVID-om in pa ker se je pač mešalo in smo morali imeti kontejner zunaj, da bi radi to naredili, da bi imeli to osebje, da bi bilo nekako bolj sproščeno v temu zdravstvenemu domu, ne da bi imeli to skrb, da se kaj naredi.